Test. Halo. Spoštovani obiskovalci, obiskovalke, predpostavljam, da se nas bo še kaj nabralo, ko bodo videli, da govorimo za to mizo. Rad bi v imenu Slovenskega centra PEN pozdravil najprej svoje goste. Bom začel z dr. Svetlano Slapšak, ki je literarna zgodovinarka, antropologinja, klasična filologinja in pisateljica. Piše strokovna antropološka dela, eseje, prozo. Pri založbi Goga je nedavno izšel prevod njenega romana Istomesečniki leta 2019, ki se ga tudi dobi na štantu založbe Goga. Je avtorica številnih strokovnih del o antični Grčiji, obravnavan iz različnih vidikov, skupno več kot 50 knjig, in univerzitetna profesorica. Doktor Boris Vezjak, ki sedi zraven mene, je filozof, družbeni kritik, osredotočen na področje medijev in družbene vloge medijev. Njegova strokovna, se pravi filozofska dela, se pa v glavnem navezujejo na antično grško filozofijo, zlasti Sokrata, Platona, Aristotela, razmerje med Platonom in Aristotelom in tako naprej. Je tudi eden najvidnejših slovenskih kritičnih intelektualcev in univerzitetni profesor. Mojca Šetinc Pašek ali Pašek Šetinc, včasih piše tako, včasih tako, je novinarka, trenutno poslanka v Državnem zboru, znana, na žalost, seveda tudi po aferi, ampak ni ona kriva za to, neposredno povezani z današnjo temo sovražni govor, z afero novinarki prostitutki ali prestitutki, v kateri je bila izpostavljena predvsem zaradi svojih kritičnih razmišljanj o temah z področja politike. In nazadnje, hvala Bogu, kot predstavnik Ministrstva za kulturo. Zakaj? Hvala Bogu. Zato, ker smo prosili tudi Ministrstvo za pravosodje za udeležbo in smo po precej več prošnjah dobili obljubljeno predstavnico ministrstva, direktorica direktorata za kaznovalno pravo, potem pa 2 dni seveda pred dogodkom pa, da je gospa zadržana. Tako imamo vsej prvič predstavnika Ministrstva za kulturo, ki je naše matično ministrstvo, drugič pa vendarle nekoga, ki hočeš nočeš, čeprav mogoče Lenartu to ne bo všeč, kar bom rekel, predstavnik na nek način oblasti danes tukaj, ne. Je pa sicer, trenutno je namreč svetovalec na Ministrstvu za kulturo za področje medijev. Je pa seveda strokovnjak, novinar, predavatelj, raziskovalec, ukvarja se z področjem novih medijev, če lahko tako rečem, tudi kritično, se pravi z digitalno preobrazbo sveta, z našo usposobljenostjo za to in lažnimi novicami, zavzemanje za neko družbeno relevanco in tako naprej. Samo še beseda o tem, zakaj se pravzaprav PEN, ki je organizacija pišočih ljudi, ukvarja s temo sovražnega govora. Osnovna PEN-ova orientacija, zgodovinsko gledano, je seveda področje zavzemanja za literature, za enakopravnost vseh literatur, enakopravnost vseh jezikov, za zagotavljanje možnosti vsem jezikom, tudi majhnim, da so slišani in, kot je rečeno, literatura ne pozna meja v temeljni listini mednarodnega PEN-a, kar pomeni, da se PEN zavzema za literarni dialog med narodi, različnimi kulturami in tako naprej. Ampak v zadnjih letih ali pa desetletjih že
se seveda zelo intenzivno mora PEN ukvarjati tudi z vprašanjem sovražnega govora in ne samo sovražnega govora, tudi nasilja. Nasilja nad pisatelji, pesniki in sovražni govor je vedno na nek način prva stopnja nasilnega obravnavanja pisateljev in pesnikov. Najprej jih je treba diskriminirati, jih je treba priskutiti, da tako rečem, državljanom, zato da lahko potem upravičiš to, da jih zapreš, da jih mogoče še kako bolj nasilno obravnavaš kot država. Začeli bi mogoče s tem, da ne bom predolg, da poskušamo opredeliti sovražni govor. Običajno se sicer sovražni govor, tudi naša zakonodaja to počne na ta način, nekako opredeljuje predvsem kot negativno izrekanje, izražanje o pripadnikih raznih manjšin znotraj družbe in še bolj, in to poudarja tudi Evropska unija in Svet Evrope, poudarjajo to, do pripadnikov drugih nacionalnosti, drugih ras, gre za poskuse zaničevanja, spodbujanje sovražnosti do pripadnikov drugih narodov, kar nažalost včasih slišimo tudi v našem parlamentu, ne, ko se migrantom recimo a priori pripisuje teroristične namene, pripisuje neka manj vrednost, ko se ukvarja parlament ali pa posamezni parlamentarci s tem, kako je treba tem ljudem preprečiti prihod, ker bojo samo težave povzročali, ko se nekje eno posilstvo zgodi po ne vem koliko letih, ne, se takoj opredeli vse migrante, ki so v Sloveniji kot potencialne posiljevalce in tako naprej. Vse to je sovražni govor. Ampak tisto, kar se v zadnjih letih sprašujemo, je, ali ni sovražni govor še kaj več. Gre recimo za to, ali je v Sloveniji obstaja politični dialog, ali obstoja pravzaprav samo neke vrste sovražni govor, ko se politiki drug v drugem in drug z drugim pogovarjajo pravzaprav na način deklasiranja. Na način, ko a priori ni zaupanja, da nasprotna stran resno misli in da ima neko idejo, ki je mogoče tudi relevantna, ne? Ampak se a priori zavrača, odklanja in tako naprej. In to se mi zdi, in ta pojav seveda ni značilen samo za politiko, ne? Je značilen tudi za dostikrat za izjavljanje med posameznimi interesnimi skupinami znotraj družbe, ne samo nujno političnimi, ne, in tudi celo do posameznih poklicev. Tako se rado, ne, tukaj imamo dva predstavnika novinarjev, ne, s tem bi končal jaz, in vprašal za mnenje sogovornike, ko se recimo novinarje kar tako pavšalno reče, ja, ne, oni še zmeraj pišejo in govorijo in mislijo tako, kot so mislili v prejšnjem sistemu. Pa je velika večina pravzaprav v prejšnjem sistemu še ni delovala kot novinarji, ali so bili še otroci, ali pa še to ne. Pa bi kar gospod začel z drugega konca. Zanima me vaš pogled, kaj vse je sovražni govor. Meni se zdi, da je problem sovražnega govora obupno enostaven. In to je, da ga naša zakonodaja ne priznava in v zakonodaji ne obstaja, in na drugi strani največji proizvajalci sovražnega govora trdijo enako, da sovražni govor ne obstaja. Torej bi se lahko našli v sredini, trdili, da je sredina itak najboljša, umirjena in ostalo, in pa rekli, ja, sovražni govor ne obstaja. Ampak nažalost so zadeve malce drugače. Naše sodstvo, kar se z Nova 24, zdaj ne bom posebej ukvarjala, torej sovražni govor vidi samo kot motivacijo za nekaj drugega. Torej, če nekdo pove, njo je treba takoj repatrirati v Beograd, to sem jaz,
to ne pomeni, da me bodo dali na vlak za Beograd. Torej, to ni izpeljano, me niso dali na vlak za Beograd, torej to ni sovražni govor. Torej, zelo specifičen je bil en primer nekaj let nazaj, ko je nekdo izjavil, da bo streljal na vse imigrante, ki se pojavijo na 500 metrov od naše meje. On živi recimo blizu meje. In sodnik je odločil, da to ni realno, ker on doma nima orožja, sposobnega, da strelja na 500 metrov, ali pa drugi program, ko je en propadli politik trdil, da Jude seveda niso pobili v plinskih celicah, in je potem sodnik zaključil, da sam ta obtoženi oziroma osumljeni ni imel doma nobenih sredstev, da pač naredi plinsko celico. Ja, zveni noro, ampak je res, ne? To so primeri iz naše sodne prakse. In seveda, če bi nek raziskovalni sodnik imel več, bi rekla, tudi humorja, bi poslal policijo, da do temelja pretraži oziroma, če hočete, tudi uniči stanovanje oziroma hišo tega gospoda v iskanju materijala za plinsko celico. In bi na koncu trdil, da pač tega ni, ampak bi ta ostal na ruševinah. Malce kruto, ampak plastično. Torej, zakaj gre? Gre za to, da je definicija sovražnega govora zelo enostavna. To je zmerjanje, obtoževanje, grožnja, žalitev neke skupine oziroma predstavnika neke skupine. Naj bo ta skupina realna, naj bo večina, kot v primeru žensk, ki so večina na tem planetu. Naj bo popolnoma izmišljena, naj bo lažna, naj bo nenamenoma izmišljena, naj bo namenoma izmišljena, popolnoma je vseeno. Če se nekdo označi kot pripadnik neke skupine in če se na njem izvajajo vsi ti žalitve, psovke, zmerjanje in vse ostalo, to je sovražni govor, konc. Definicija je zelo enostavna. Zakaj to ne obstaja? Zaradi tega, ker naše pravo, naša zakonodaja jemlje sovražni govor samo kot motivacijo za delo, ki ni izpeljano. In seveda potem enostavno ne moreš nobenega obsoditi za sovražni govor in ta del tudi ne obstaja v naši zakonodaji. Torej smo, jaz mislim, da je tu najbolj odgovorno sodna sfera je tukaj odgovorna. Ne bom obtoževala nobenega drugega. Torej, zakonodaja bi morala upeljati sovražni govor in potem bi on bil kaznovan ali bi to bil prekršek, to naj se pravniki dogovorijo, ampak vsekakor to mora obstajati v zakonu, nič drugega. In še enkrat, še ena zadeva, sovražni govor ni povezan s politično korektnostjo. To sta dve različni zadevi, ni nujno, da se povezujeta, sploh ne. Torej, to je ena od teh mnogih strategij, da se nekako ublaži, izniči, ne spoštuje in tako naprej problem sovražnega govora. Mogoče bi, Lenart, kar vi nadaljevali. Tudi jaz sem svoj čas nekaj delal na ministrstvu, ne? In takrat smo se precej ukvarjali s tem, ker sem nekako hotel, da bi na nek način spodbudili neko reagiranje na sovražni govor, ne. In takrat je bil vedno pravzaprav ugovor to, ne, da pravzaprav sovražni govor, kot je rekla že gospa Svetlana, ni opredeljen v kazenskem zakoniku, tako kot bi bilo treba, ne, da bi sploh omogočil na nek način obravnavo kot kazensko zadevo, ne. Ampak se kvečjemu lahko kot, ne vem, žalitev časti ali kaj podobnega, kar je pa prestop v zasebno sfero, ne. Pa me zanima, a se zdaj kaj v zvezi s tem dogaja na ministrstvu? Ja, kot resorno ministrstvo za medije je bil tukaj še ena druga dilema, kar pomeni, mi nismo toliko pristojni za razlago sovražnega govora po kazenskem zakoniku, pa tudi seveda v ustavi je tudi določen, da se kot nekaj, kar se ne počne. Ampak ko pa recimo to gledaš v medijski zakonodaji, se pa tukaj praktično takoj pojavi ena druga dilema in to je, pač takoj se najdejo nasprotniki, zakaj se ne da nič narediti, zaradi tega, ker se takoj pojavi strah,
te opredelitve sovražnega govora, kaj pa če bo to preveč poseglo v svobodo izražanja in v novinarsko avtonomijo. Zaradi tega v medijski zakonodaji recimo so praktično povsod po svetu izredno previdni, kako zapisati ali pa ne zapisati sovražni govor ali pa omejevanje sovražnega govora, da takoj ne prestopi v morebitno omejevanje svobode izražanja in cenzuro. Zdaj, to je en problem. Drug problem je, da recimo že v veljavni medijski zakonodaji in v audiovizualni direktivi, to sta dva medijska zakona, ki veljata za slovenske medije, načeloma je opredeljena prepoved sovražnega govora, ampak ni kazenskih določb in ni sankcij. Kar pomeni, ni lepo, se ne sme, ampak se nič ne zgodi. Niti inšpektorat nima pooblastil, da bi tukaj reagiral. Leta 2019 v novi noveli zakona o medijih, ki ni bila sprejeta, je bila predlagana ena rešitev, da bi lahko inšpektorat za medije določeno vsebino, ki ima vse elemente sovražnega govora, dosegel začasen umik te vsebine in omejitev distribucije te vsebine. Kar pomeni, če se nekaj pojavi, lahko dodaš na tako recimo neke vrste začasno odredbo za 2 tedna, da se zadeva umakne ali spletne strani skjer. In pa, kar je pa izredno važno, to ni diskrecija inšpektorata, da presoja o tem, ampak v tem času pa mora sodišče presoditi, ali je šlo za sovražni govor ali ne, ampak tako po razmeroma hitrem postopku. Kar pomeni, ideja je bila, da je sovražni govor mogoče učinkovito zamejiti točno takrat, ko se zgodi, ne šele čez 3 mesece, ampak takoj, da se zadeva začasno ustavi, sodišče pa mora čim prej presoditi, ali res gre za sovražni govor ali ne. To je pa tista varovalka, ker rečeš, ja, kdaj je tukaj res bil sovražni govor, kdaj bi pa to bil prevelik poseg v uredniško avtonomijo. Ampak se to ni zgodilo zaradi tega, ker ta zakon pač je eden od številnih poskusov medijske zakonodaje, ki ni prišel v veljavo. Tako da, kar se tega tiče, ni tudi na medijskem področju nobene učinkovite varovalke na tem področju. Pa je pa še en drug problem. In to je, da danes živimo v družbi, kjer imamo medije, ki so definirani kot mediji, ki jih obravnavamo kot medije, ki imajo urednike, ki imajo izdajatelje, ki so vpisani v razvid medijev, in pa imamo vse mogoče družabne platforme, bloge, forume in podobno, ki jih pa ne regulira absolutno noben. In razmah sovražnega govora je problematičen tudi zaradi tega, ker velike platforme družabne spodbujajo sovražne vsebine enostavno zaradi tega, ker algoritmi ugotovijo, da so privlačne, da pritegnejo dosti pozornosti in jih še dodatno spodbujajo. Drug problem je, ker njih absolutno nihče ne regulira in praktično ni mogoče ukrepati. Tretji element je anonimnost, ki še dodatno spodbudi ljudi, da so še bolj grobi, še bolj sovražni in vse zaradi tega, ker se skrivajo za anonimnostjo in za idejo, da jih itak noben ne more preganjati zaradi tega, ker kdo pa regulira Facebook. Zadnja stvar, ki je pa izredno važna, je pa to, zlasti v politiki, da sovražni govor politika ne kaznuje, kar pomeni, ni tega družbenega pritiska, da se to ne počne in da se to ne spodobi in da se bodo ljudje odvrnili od tebe, če boš izpadel kot primitivc, ampak to še bolj nagovarja, mobilizira in celo spodbuja tvojo volilno bazo, da počne podobno. Kar pomeni ne samo, da to politika ne kaznuje, ampak ga celo nagrajuje. Kar se pa še zgodi, je pa to, kar pa psihologi zelo dobro poznajo, proces dezinhibicije, ker če pa to lahko počnejo najbolj vplivne javne osebe, ja, kdo pa potem, zakaj pa potem tega jaz ne morem. Tako da, absolutno ta ideja, ki je bila leta 2019 predlagana v noveli zakona o medijih, je še živa in aktualna, kar pomeni za nas je sprejemljivo na nek način. Definitivno je pa treba, kar je pa seveda korak večji, da se bo treba povezovati tudi na ravni Evropske unije z državami v eno tako dosti veliko koalicijo, ki bo dosegla tudi to, da tudi Facebooki, TikToki in podobni ne bojo popolnoma nedotakljivi pred regulacijo, zaradi tega, ker večina sovražnega govora verjetno se še zmeraj dogaja na platformah, ki so izven dosegov naših medijskih zakonov, inšpektorjev in policajev. Gospa Mojca, mogoče bi sam še dodal, kot sem že prej poudaril, imate vi s tem tudi osebno izkušnjo, neprijetno, ampak me zanima, kako pravzaprav medijska sfera gleda na to,
vprašanje sovražnega govora. Zakaj to poudarjam? Jaz seveda ne mislim toliko na te najresnejše recimo ali pa najbolj kompetentne medije, ampak v bistvu je sovražni govor na nek način privlačen za medije, ne? Zato, ker vzbuja zanimanje za njih, ne? Ko se te obračuni dogajajo, če se dogajajo v medijih, ne? In se mediji na nek način po moje tega težko branijo, ker je to tudi komercialno zanimivo, ne? Zdaj najprej, ker nisem verjetno edina za tem omizjem, ki imam izkušnjo, jaz sem samo tista, ki je skupaj s kolegico se odločila za tožbo. Mislim, da je doktor Slapšakova imela po moje še več takih izkušenj kot sama, pa tudi doktor Vezjak. Prepričana sem, da tudi vi, gospod Peršak, za Lenarta ne vem, verjetno ne vem, mislim, za tebe ne. Ja, ne vem. Skratka, za nas 4 pa sem skoraj da prepričana, da smo v tem krožku napadenih. Zdaj, če izhajam zdaj iz te svoje izkušnje, meni se je to zgodilo, ko sem bila ta znameniti tweet Janeza Janše, ki ga je doktor Vezjak potem zelo podrobno tudi raziskal in preiskoval, kaj se s tem dogaja. Se je zgodil, ko sem bila urednica dnevno-informativnega programa in ko sem kolegici, ki je pripravljala prispevek o neki Facebook skupini Legija smrti, v kateri so bili, sem danes, ko sem se pripravljala na to omizje, še posebej pogledala, kar 8 mesecev člani te skupine Legija smrti, znani člani, znane politične stranke, in ona jim je postala vprašanja in en teden, kot je pač ta rok, niso odgovorili in potem smo pripravili prispevek in smo ga objavili. Tudi napadali jih nismo. Tisti hip se je zgodil ta znameniti tweet, in v katerem je pač prvak te konkretne stranke naju označil za odsluženi prostitutki. Medve so se, ena za eno ceno, druga za drugo. Medve so se takrat odločili, ker je bilo to pač bizarno, smešno, ne, da bo pa pač tožili, ker nam itak ni nič preostalo. Jaz sem gledala, kako se je odzvalo vodstvo televizije in RTV-ja. Direktorica televizije je bila takrat Ljerka Bizilj, generalni direktor je bil Marko Fili. Prvi odziv je bil ne tožiti. Potem sem šla na en zelo tak korekten prijateljski pogovor z Ljerko Biziljevo in je ona rekla, ja, se res, ne, to je v bistvu totalna, ne samo žalitev, to je mizoginija, ne, ona jo je v bistvu razvrednotil in profesionalno in po neki spolnem delu in je rekla, ja, tudi ona bi tožila, ne, in smo tožili. Praktično nama vodstvo na nek način ni stalo ob strani, v bistvu so bili osamljeni, ob strani so nama stali novinarski kolegi, Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije, najini domači in pa seveda širša intelektualna javnost. Vsi ti so nama pa stali ob strani, tako da podporo smo imeli zelo široko. Tisto, kar se je meni zgodilo tisti večer, ko sem to videla, je, da sem prvič zares pogledala na eno spletno platformo, ki se imenuje Twitter. Kaj to je? Kaj se tam vali, po domači povedano, kaj se dobesedno rola po tem Twitterju. In sem gotovila, nismo samo medve. Medve so bile pač odsluženi prostitutki. Ena kolegica najina je bila par dni prej bevskajoča psica. Ne vem, Alenka Bratušek 2 leti, 3 leta prej je bila ženska, ki je nosila prekratka mini krila in nima kaj biti predsednica vlade. Mislim, skratka, v glavnem so ti zapisi lotevali žensk v prvi fazi, na nekih položajih, z nekimi karierami, ki jih je bilo treba oblatiti, sesuti, z njih, ne vem, jih narediti za gospodinje, ki nimajo kaj iskati v javni sferi ali pa nimajo kaj delati v svojih poklicih, sploh pa, če bi bile te ženske uspešne. Mislim, da je tudi doktor Svetlana Slapšak doživljala enake stvari. Recimo moja kolegica, ker ste prej omenili, Jelena Aščič, njo so pošiljali ves čas nazaj v Bosno. Ona je pač kot begunka z družino prišla leta v 90-ih v Slovenijo, to doštudirala, skratka odlična novinarka, voditeljica nacionalne televizije, so jo pošiljali nazaj v Bosno, kaj imaš ti Bosanka tle za početi, čeprav je intelektualka, izobražena in ne vem kaj vse z novinarskimi priznanji. Vidiš to greznico enega nekega profila Twitter, na katerem pa dnevno, kot sem pogledala, sodeluje zgolj in recim piši 5000 oseb. Večina je znanih, se pravi je razkritih, veliko je anonimnih. Mislim, da je, tisti anonimni se pa samo podvajajo in to se podvaja in v enem momentu pač
gre čez in prelije vse in ta, ne vem, bom rekla, kloaka, teh smeti, ta greznica prelije pač celotno družbo. Ampak to je samo Twitter. Potem imamo, kot je rekel Lenart, spletne portale, vsak članek je odprt, na vsakem članku so od spodaj spletni forumi, vsak lahko komentira, kakor ve in zna. In se oglaša na spletnih forumih, v glavnem anonimno. In kaj bodo ljudje tam naredili? Dali si bodo duška in bodo označevali vse povprek in blatili vse povprek in to se dogaja. Potem nimamo samo tega, ne? V svoji novinarski karieri se ni začelo z temi spletnimi orodji, spletnimi omrežji, ampak se je začelo z odzivi na moje novinarske prispevke že na radiju, potem pa še bolj na televiziji, ko sem imela cel fan klub za vsakim utripom, ne vem, po 10-15 dopisnic anonimnih, nepodpisanih, se pravi organizirano blatenje, žaljenje, grožnje. Po tem tweetu, ker sva pač šle v tožbo, sva naenkrat z Evgenijo začele doživljati pa grožnje v fizični obliki, ne? Pisma z belim prahom, klici sredi noči, a se zavedate, da imate male otroke in podobne reči, ne? Skratka, zadeva ni enostavna in enoznačna, čeprav je seveda suhoparno, papirnato jasno, kaj sovražni govor je, da je to v bistvu neko sovražno izražanje, izrekanje zoper ali posameznika ali skupino, zdaj pa nepomembno na podlagi česa, ali je to rasa, spolna pripadnost, pripadnost neki manjšini, skratka popolnoma nepomembno, samo pomembno je to, da ti tistemu, ki do tebe izraža takšno sovražje, nisi všeč in je pač to prvi način, da te pač oblati. Tisto, kar bi rekla je, tako kot ugotavljamo vsi skupaj, da imamo mi veliko težavo, da kljub neki priporočilu Sveta Evrope in nekemu kazenskemu zakoniku v Sloveniji, ki sicer preganja, ne, nasilje, sovražnost, ne vem, žalitve in podobne reči, v bistvu mi sovražnega govora kot neke kaznivega dejanja sploh nimamo opredeljenega. Tako da je verjetno naloga tega mandata, v katerem zdajle jaz sedim kot poslanka, ker 25 let prej sem bila novinarka, je, da to področje uredimo. Skratka, mi bomo morali popolniti z nekim členom kazenski zakonik in to opredeliti in sankcionirati. Ja, gospod Boris Vezjak, sem še na eno stvar bi mogoče pozornost, ne. Zdaj, mi smo, tako kot se je že iz tega, kar je bilo, zlasti kar sta gospe povedali, seveda se vidi, da gre za individualen napad. Problem pravzaprav teh priporočil pa tega pa je, da to izrazito nekako jemljajo kot usmerjene na skupine, ne? Če že na posameznika, potem kot na predstavnika neke manjšine, nacije ali kaj podobnega. Mi pa vidimo, ne, da se pravzaprav sovražni govor bohoti zdaj izrazito pravzaprav usmerjeno na izpostavljene posameznike. Ne. Ja, zdaj tule je precej hrupno iz razumljivih razlogov, tako da ne vem, če se slišimo. Vse, fajn. Jaz bom poskušal biti tezen, to pomeni, da bom postavljal neke teze, kar ne bo časa za kaj več, mislim, da bo prehitro vsega skupaj konec. In moje teze, pa recimo, uvidi bi bili naslednji. Prvič, zavedati se moramo, da ne izključno, ampak v Sloveniji največkrat sovražni govor izvira ne kar tako iz nekega stihijskega družbenega dogajanja, ampak je premišljena, načrtovana politična strategija. To pomeni, jaz temu pravim, izvaja se psihopolitika, zato da bi se na ravni jezika, na javni retorike, zato da bi se doseglo neke politične učinke. Se pravi, sovražni govor ni kar tako, v nekem pomembnem delu, tudi pri kolegici Mojci Pašek Šetinc, je bil pravzaprav proizvod nekega načrtovanega blatenja, norčevanja, smešanja in tako dalje političnih nasprotnikov, ampak ne samo političnih nasprotnikov, tudi novinarjev, tudi kritičnih intelektualcev in ta diapazon teh, ki si jih napada in napada jih politika, je zelo širok. Skratka, sovražni govor je premišljena strategija. To ni kar en fenomen, ki je prišel. Mislim, ima tudi druge razloge,
ne izvira samo iz politike, ampak pomemben del izvira iz politike. Drug problem je naslednji. Mislim, da ves čas delamo konceptualno napako, ko govorimo o sovražnem govoru. Sovražni govor je zelo, zelo zamejen pojem. Zamejen je z kazenskim zakonikom in po definiciji je usmerjen v zakonom zaščiteno manjšino ljudi in v 297 členov kazenskega zakonika boste točno videli, katere kategorije so v tej državi zaščitene. Se pravi, sovražni govor mora biti usmerjen v te zakonom zaščitene skupine ljudi ali v njihove pripadnike. Če vi niste v tej skupini, potem padete ven. Če jaz tukaj rečem, ne vem, zaplinimo vse slovenske pisatelje takoj, na začetek gospoda Toneta Peršaka, potem po mnenju tožilca v skladu z 297 členom kazenskega zakonika, to ni sovražni govor. A veste, zakaj ne? To vemo že iz nešteto primerov. Prej je kolegica Svetlana Slapšak dajala ta primer streljanja na begunce iz leta 2015. To bil Sebastian Erlah, kolumnist Družine in Radia Ognjišče, ki je pač rekel, da bomo na begunce streljali, če se približajo meji na 500 metrov, in kasneje vrhovno tožilstvo zelo jasno povedala, da to ni sovražni govor. A veste, zakaj ne? Ker tem besedam ni sledila nobena konkretizacija. Povedano po domače, zato ker ta omenjeni ni vzel puške in ker mu ni sledilo določeno število ljudi, ki bi želeli streljati na begunce. Se pravi, da po mnenju tožilcev v Sloveniji jaz lahko rečem, ustrelimo in zaplinimo vse slovenske pisatelje na čelu za gospodom Peršakom, ampak če jaz tukaj ob sebi nimam nabite puške, pa še to ni dovolj. Če mi ne sledi določeno število ljudi z nabito puško in nimam res namena tega storiti, tega ne bodo obravnavali kot sovražni govor. Čem je problem? Problem je v dikciji 297. člena, ki predpostavlja, da mora priti do kršitve javnega reda in miru in ta pogoj tam noter ne bi smel biti. Da ne grem v finese, ta pogoj je tam odveč. Rešitev problema sovražnega govora torej ni samo v tem, da zmanjšujemo vpliv politikov na sovražni govor ali da ustanovimo, kot bo zdaj stranka Gibanje Svoboda, posebno komisijo za boj proti sovražnemu govoru. Rešitev je tudi sprememba kazenskega zakonika. Jaz trdim, to so te moje teze, da so za razmah sovražnega govora v Sloveniji soodgovorni slovenski tožilci, ker ga ne preganjajo. V primeru Erlah ni šlo za sodnika, ampak tožilci so rekli, da sploh ne bodo temu rekli, da je sovražni govor in da se tega ne preganja. Povedano po domače, v Sloveniji praktično sovražnega govora ni in tožilci presenetljivo ga ne obravnavajo kot kaznivo dejanje. To, kar tukaj zgoraj piše, tega nisem jaz izjavil, nikakor ne. Jaz seveda verjamem, da sovražni govor je kaznivo dejanje po 297 členu in 63. členu Ustave, ampak ne boste verjeli, v svoji obrambi leta 2015, ko je šlo za to streljanje na begunce na 500 metrov, so sami vrhovni tožilci rekli, in to v izjavi za Ljubljanski dnevnik 5. decembra 2015, citiram, v Republiki Sloveniji sovražni govor ni kaznivo dejanje. Ko sem jaz to pokazal citoberu slovenskih ustavnih pravnikov, so rekli, to ni mogoče, zmotili so se. Matevž Krivic je rekel, gotovo smo jih narobe razumeli ali so oni narobe razumeli nas. Sorry, niso narobe razumeli, ker oni se dejansko obnašajo, kot da sovražni govor ni kaznivo dejanje. Ni pomote, zato ker če pogledate obsodilne sodbe v primeru sovražnega govora v Sloveniji, so minimalne. Dostop do teh obsodilnih sodb je seveda zaprt v arhivu, morate imeti ne vem kakšno dovoljenje in raziskovalni namen, da pridete do njih, ampak recimo spomni se 2 leti nazaj časopisa, torej tednika Mladine, ki je naredil to anketo, v 3 letih je bilo v Avstriji
394 obsodilnih sodb za sovražni govor, v Sloveniji pa 3. Se pravi, to je to razmerje. 3 proti 394, pri čemer, moja dodatna poanta, so te bile krivične, kajti kot vidite, slovenski tožilci mislijo, da sovražni govor ni kaznivo dejanje, torej morajo takoj oprostiti te 3 krivično obsojene. Hvala. Čas res izjemno hiti, ne? Zato bom nekako 3 stvari izpostavil, pa vas bom prosil, da se opredelite. Prvo je vprašanje, ne? Zdaj bo mogoče zvenelo kot advocatus diaboli, ne? Kako pravzaprav opredeliti mejo med sovražnim govorom in recimo politično polemiko, ne? Ko se seveda lahko očita nekemu predstavniku nasprotne strani tudi pomoto, neuvidenje določenih stvari in tako naprej, ne? To je ena stvar. Druga stvar, včasih radi rečemo tako ljudsko, ne? Da sovražni govor je postal problem s pojavom pač teh družbenih omrežij pa tega, ne, sej, hočem to povedati. In da se zdaj pač objavlja in zato seveda tudi neizmerno širi tisto, kar so se ljudje včasih pogovarjali za šanki, ne. Kar je najbrž na nek način res, ne. Ampak tisto, kar se je govorilo za šanki, je nekako stajalo v sferi neke omejene zasebne komunikacije, ne, medtem ko to je namenjeno široki komunikaciji, prav zaradi tega, ne, kar je gospod Lenart omenil, ne, ko je rekel, ne, da to spodbuja sam medij, ne, ta Twitter, pa tudi ostali, te TikTok in tako naprej, ne. To je ena stvar, ampak tisto, kar je pravzaprav moj motiv za ta pogovor, ne, je pa pravzaprav vprašanje, ne, na kar ste že upozorili, ne. Ta razmah tega sovražnega govora strahotno močno prispeva k polarizaciji družbe, ne. Jaz pač rečem, da jo na nek način zastruplja, ne. In to pomeni hudo dezintegracijo, ne, družbe, skupnosti, kar je seveda pogubno, ne. Toliko bolj za eno relativno majhno skupnost, ne, ker mi živimo tako rekoč v vzdušju državljanske vojne, ne. Problem je v tem, da sovražni govor ima 2 strani. Ena plat je pač ta enostavna, gladka, druga je pa zelo kosmata. In ta drugi del se nanaša pravzaprav na pismenost, na splošno pismenost, na način govora, na izobraženost in seveda na politiko, ki se brez milosti uveljavlja skozi nepismenost, ne. Če recimo govorimo, dajmo narediti to paralelo med Goebbelsovsko propagando in današnjo desničarsko, ekstremno desničarsko, kakorkoli že je, Nova 24 skratka, ne. Razlika je v tem, da so nacisti vzbujali frustracije vsakdanjega človeka, malega človeka. In te frustracije so postopoma skozi različne stopnje privrženosti, organizacije, vere, čiste vere, ritualov in tako naprej, spektakularnosti in ostalega, pripeljale do tega, da se je posameznik občutil tako kot voditelji, vzvišeno, junaško, brez napake, moško in tako naprej in tako naprej. Prostaškega elementa ni bilo. Prostaški element se izvaja na drugem nivoju. Današnja politika nepismenosti, jaz bi to tako, oziroma poneumljanja, morda še bolj plastično, ali stupidifikacije, če že hočete, ne, se zazniva na tem, da se nasprotno kriteriji javnega obnašanja popolnoma znižajo, da se psovke, karikaturalni izpadi, zvoki, vsi fenomeni prostaštva pojavijo kot standard. In da se vsi ostali začnejo ponašati po tem modelu.
zadeva je zelo nevarna, ker to postane množična obsesija. Ne? Vse frustracije so torej upravičene in za vse frustracije obstaja najbolj enostavna oblika, ne? Ki jo je svobodno izvajamo. Torej smo svobodni, da se obnašamo kot skrajni prostaki. Problem seveda, jaz ne obtožujem šolski sistem, ampak v šolskem sistemu manjka gradualna edukacija, ki bi začela z slovnico, nadaljevala se z retoriko, potem pa logiko in konec koncev nekaj, kar je v preteklosti bila kvalifikacija politike, stil. Stila pa enostavno ni. Uničen je na najvišjem nivoju. Predsednik države, še funkcionalni predsednik države, popolnoma v 10 letih je uničil stil, uničil slog obnašanja, gestov, pojave v javnosti. Torej, ta politika je zelo nevarna, ker pravzaprav niti ne opazimo, kako počasi pleze v vse pore te družbe. Ne? In prostaštvo pravzaprav je nekakšna ideologija, ker pravzaprav ideološkega teksta desnice jaz ne vidim. Ga ni, enostavno ga ni. To je pa res konstantna improvizacija česarkoli. Tako da ja, občasno prepoznate pravo Goebbelsovsko ideologijo, včasih pa enostavno ne, gre za popolni mišmeš česarkoli. Torej, če bi recimo mediji popravili svojo ključno napako, ki so jo vnesli, se bojim, nekje na začetku tega stoletja, o tako imenovani uravnoteženosti nastopov. In to je, da se soočita univerzitetni profesor, ki ni neumen, ker seveda obstaja tudi ta možnost, in popolni bedak. In to bedak brez obnašanja, brez stila. Ne? Kakšen dialog je tu možen? Kakšna neumnost je, da se dialog vsiljuje v situaciji, v katerih ni dialoga. Ne moreš se debatirati z neumnostjo. To je osnovni problem. Da bi nekdo govoril javno, mora obvladati določene kriterije javnega govora. To smo popolnoma izgubili in bojim se, da so mediji krivi tudi v tem smislu, da so uveljavili to nekakšno uravnoteženost, ki je uničila kriterije. Tako da je treba misliti na šolo, na medije, na književnost, ja, zaslužimo si občasno, da nas zaplinjajo. In veliko več inštitucij, gledališča, vse, cela kultura mora biti politično aktivna. Ja, jaz bi se tukaj sem na kratko navezal na profesorico Slapšak in tudi na vaše vprašanje. Meni se zdi ključna sestavina sovražnega govora javnost tega govora. Zaradi tega, ker dokler je stvar v notranjem krogu, se lahko pogovarjamo o upravljanju, pač o vseh mogočih človeških dejavnostih, ki načeloma izven mojega družbenega kroga ne samo ne pridejo, ampak tudi že tako vsebujejo ena pravila. Saj konec koncev tudi upravljanje ima svoja pravila, kdaj se koga upravlja, na kakšen način, kaj hoče s tem početi. Ampak sovražni govor ima nujno element javnosti in to tako z vidika tarče kot z vidika strelca. Zaradi tega, ker ti, ko sovražno govoriš o svoji tarči, ti to tarčo izpostavljaš kot manj vredno, problematično. Skratka, to je napad na tarčo. In ti s tem napadom na tarčo to tudi signaliziraš po en stran drugim tarčam, kar pomeni računaš na zastrašilni učinek, da se bojo ljudje bali izpostavljati točno zaradi tega, da ne bojo pol deležni enakih napadov. Kar je pa tudi važno, je pa tudi, da ti kot napadalec to signaliziraš tudi svoji skupini, kar pomeni ti s tem napadom delaš dvojno javno vlogo, napadaš nekoga in hkrati sebe vzpostavljaš v svoji skupini kot nekoga, ki se izpostavlja, ki je pogumen, ki dela prav, ki si upa. Tako da jaz mislim, da tukaj ne gre toliko bistveno zdaj, a se bomo šli pravno po tato gledati, kaj je točno po eni pravni dikciji pravni govor, ampak ta kontekst je važen. Ali je to pred javnostjo, ali ti hočeš nekoga napasti in osramotiti in ga diskriminirati pred javnostjo, pred občinstvom. To je po moje pomembna sestavina sovražnega govora kot tega dejanja, o katerem se pogovarjamo. Kar je pa še tudi izredno pomembno, je pa to. Ustvari se tak napačen vtis, da v medijih ali pa na internetu, da sovražni govor je nekako benigen. To, kot so vsi sogovorniki povedali, sej, če jaz rečem, da bom nekoga ubil, pa nimam doma puške, je to brez veze. Kar vemo, je to,
To so pa delali številne te mednarodne novinarske organizacije in so pokazali, da se z interneta sovražni govor zelo hitro prenaša tudi v realno družbo, kar pomeni, ni več tako, kot smo danes rekli, ja, sej nekdo, ki se anonimno upa nekaj meni na Twitterju napisati, mi pa osebno ni pripravljen povedati. Je, če ima spet občinstvo, mi je tudi osebno tukaj pred dvorano pripravljen isto povedati kot na Twitterju, če ima za sabo občinstvo ali pa če je nekje kamera, kjer bo to dejanje posnel pa se z njim pohvalil. In pa še ena stvar je važna. Analize kažejo, da tisti, recimo, ko so bili kakšni novinarji, aktivisti, politiki, napadeni, pretepeni, ubiti ali pa kaj takega, vedno, brez izjeme, je bilo predhodnik tega fizičnega dejanja aktivna kampanja na internetu ali v medijih. Hvala. Sam še eno stvar bi opozoril, kar sem sicer posredno že rekel. Zaradi sovražnega govora v bistvu iz komunikacije izginja dialog, ker se ljudje ne želijo izpostavljati, ne želijo tvegati tega zmerjanja, ki so mu pol izpostavljeni. No, to pa lahko dodamo kot drugi element, kar pomeni ne samo, da je namen, da je javno, ampak tudi je izključevalno, kar pomeni, namen sovražnega govora ni dialog. Ti ne boš nikoli z žaljivkami nekoga prepričal karkoli. Jaz bom šla spet znova pri tej zgodbi meje med sovražnim govorom in trkom z svobodo izražanja na kar konkreten primer, v katerem zdaj živim, ker sem poslanka v Državnem zboru in Državni zbor je nek tak v bistvu podij ali pa arena ali pa forum, kjer se bi morala odvijati neka debata ene ali pa druge politične strani in iskanje nekega skupnega najboljšega konsenza, najboljše rešitve. Seveda temu ni tako. Jaz sem pač zelo naivno mislila, kako je to idealni tip, ko bom jaz stopila končno v politiko in bomo to uspeli narediti. Temu ni tako. Dejansko je to vojna arena, dejansko je to besedni spopad. Tam se pač odvija vojna, namesto pušk uporabljamo povedi, uporabljamo stavke in drugega po domače povedano psujemo. Zdaj bom naredila ene par konkretnih primerov. Recimo imeli smo prvi odbor za kulturo, kjer smo obravnavali enega od zakonov, o katerem bomo jutri govorili tudi na referendumu, pa več o tem ne bom govorila, ampak kaj je bilo tam? Jaz sem prišla z novinarstva, na drugi strani seveda sem pač uspešno v zapor za 3 mesece pogojno poslala šefa konkretne politične stranke. Člani te politične stranke so se spravili najprej name, okej. Aha, glejte jo, politična aktivistka, ki je stopila med nas poslance. Politična aktivistka. In to se je recimo 1 uro ponavljalo. Ko sem jaz opozorila, čakajte malo, kaj ste pa vi, a vi pa niste politični aktivisti. Sem postala neodvisna, tako imenovana neodvisna novinarka, ki si je drznila kandidirati. Se je še nadaljevalo še 1 uro, in tako naprej. To je bil prva seja. Naslednja smo prejšnji teden obravnavali proračun. Kaj je bila fil ruš celega tedna? Vi boste vzeli denar Slovencem in ga boste dali migrantom. Jemljete, tem ranljivim skupinam in 65 milijonov evrov boste dali migrantom. Kaj smo poslušali, ko se je začela vojna v Ukrajini, kako moramo pomagati ukrajinskim beguncem, migrantom, skratka jim moramo pomagati. Zame so vsi migranti enaki. Meni pač, ali so begunci iz Ukrajine ali so iz Afganistana, zame so pač to ljudje, ki so v neki stiski in mi moramo, pač smo neka normalna kultura in moramo pomagati. No, ampak tukaj tudi ne gre za čisto nek regularna sredstva, ampak ne, to je bil fil ruš. Kako naj človek to poimenuje? Je to sovražni govor? Je to normalni del dialoga, nekega diskurza znotraj tega besednega foruma, besedne vojne v parlamentu, kjer je to dovoljeno? Je to svoboda izražanja v tem smislu, sej, če lahko jaz izrečem, sej pa kaj? To so ta vprašanja, pa mislim, da to je del sovražnega govora. To je del te neke politične kulture, o kateri je dr. Slapšakova govorila, o kateri govori Lenart, o kateri je dr. Vezjak prejle govoril. In jaz se strinjam z njegovo tezo, ki jo je postavil na začetku, vse ima svoj izvor. V Sloveniji ima sovražni govor svoj politični izvor. To je konkretna stranka SDS, ker je tukaj našla neko svojo
točko, kjer lahko pač svoje politične interese napolno zapolni in svoje, ne vem, in volivce in članstvo in poslance na tem na nek način spodbuja, jih pridobiva in skratka, to je po mojem mnenju ta zgodba. No. Še zadnja beseda, dr. Vezjak. Ja, dve misli. Prva je naslednja. Torej, sovražni govor, kot rečeno, je precej zamejen pojem, pravno zamejen pojem. Jaz se bojim, da po neki logiki distrakcije napak mislimo, da če bi rešili problem sovražnega govora, bi rešili marsikaj. Jaz mislim, da zunaj polja sovražnega govora ostaja to, čemer sam pravim, govorica sovraštva in večina teh primerov, vključno s tem, s to žalitvijo o prostitutkah, sodi v ta rang govorice sovraštva. V tem smislu sam ločujem med sovražnim govorom in sovraštvenim govorom. In želim povedati naslednje. Tudi če bi rešili problem sovražnega govora in zaenkrat ga ful neuspešno rešujemo, bi rešili morda 5% problema, ker preostalih 95% problema je ta sovraštveni govor, govorica sovraštva, ki je bistveno širši sociološki, družbeni problem kot sovražni govor. In mislim, da moramo delati to razliko med enim in drugim in se jasno zavedati, da ta razlika obstaja. In samo še ena poanta, ena anekdota. Leta 19 sta me na domu obiskala policista in sem jo posedil v dnevno sobo. Prišla sta mi povedati, da je tožilka zavrnila moj predlog pregona po 297 členu, ne, ki je po členu, ki mora preganjati nasilje, sovraštvo, nestrpnost in tako dalje. Namreč kaj? Jaz sem ovadil poslanca SNS Dušana Šiška, ki je v parlamentu dejal, da bi migrantu poslal šus v glavo. Migrantu bi on poslal šus v glavo. Kot sem vam že povedal, tožilci serijsko zavračajo vsake take besede, če slučajno nimate puške in bi res skoraj poslali šus v glavo, kar je katastrofa. In kar je najbolj zanimivo, vprašal sem ju, zakaj sta mi prišla povedati, da je tožilka zavrnila mojo ovadbo proti temu poslancu. In odgovor je bil, da morate po uradni dolžnosti preveriti, če se slučajno jaz čutim ogroženega. Se pravi, jaz sem, kot bi rekel, aktiven državljan ovadil poslanca, ki bi poslal migrantu šus v glavo, videl sem kršitev 297 člena, zame eklatanten primer sovražnega govora, tožilka to zavrne in zdaj morajo policisti, bi rekel, preveriti, če se jaz slučajno čutim ogroženega, kot da sem jaz ta migrant. Mislim, stvar je popolnoma absurdna, kajti bilo je zelo jasno, na katerega migranta se to nanaša. Tako da, tako bom rekel, res ne bi želel živeti v državi, v kateri vas na koncu policija obiskuje in je pregon sovražnega govora na koncu zreduciran na to situacijo, da vas policija sprašuje v vaši dnevni sobi, če se vi čutite ogroženega in če se ne, potem pa je vse v najlepšem redu, kaj ne da. Hvala. Moramo nehati. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost in mi je zelo žal, da moramo v bistvu prekiniti ta pogovor s tako sjajnimi sogovorniki. Tema je pa seveda taka, da se bo o njej še velikokrat treba pogovarjati. Hvala za sodelovanje in vam za pozornost. Aber sie ist